1, 2, 6. Pa enko spucam, pa smo na epizodi 26. Hvala še enkrat vsem, ki poslušate. Hvala Jamesonu za še eno dostavo teh vaših ginger ale and lime pijač. Glen Fidi. Ta je tvoj. No. Sem zdaj še folk ne ve, kdo je moj gost. Ja. V glavnem, danes bo z mano Gianni Popovski. On bo povedal, je Popovski ali je Popovski. Zame on pač... Popovski. Pa oni še vedno ne vedo, da ste tukaj. V glavnem, jingle spustim, pa pičimo od tele debate, bojo danes popolnoma spontane in 0-0 pivo se pije. Kravo. Jingle, pičimo not. Fuck this show. Evo, konc jingla in Gianni je z mano. Gianni, jo. Jo, kje si, Fogi? Long time no see, ne? V bistvu, ja, ali pa tudi ne, odvisno, koliko je za tebe long time, ne. Se nazadnje sva se videla, ki je že na kakšnem eventu zihar. Zdaj, kakšen mesec nazaj v avgustu, sam, ki se ne spomnim, tako da. Tolmin? V Tolminu definitivno, mislim, da so vse, ja. Čakaj, vi ste imeli špilu. Mi smo imeli špil v ponedeljek, ja. V ponedeljek smo igrali, mislim, da ob 6 na main stageu, bilo je full, ekstremno. 50 stopinj. Ne, 50, ne, samo je bilo pa ene 38 na soncu, na odru, ki je bil pa črn, je bilo pa zihar 45. Imeli smo 45-minutni koncert, ki sem ga sfuril komi, ampak res komi, glede na to, da prihajamo 42. leto. Vidim, da jumpat po odru, pa dajati pri vsakem komadu vse od sebe, kar mi je v navadi. Pri teh temperaturah je bilo skoraj da nemogoče, ampak sem sfuril koncert. Po koncertu sem našel ekstremno hladen tuš in pa sem prihajal ene 2 ure k sebi. Tako da vse je bilo kulno. Sam ne vem, če bi še igral tako v takih temperaturnih razmerah, ker je fucking awful. Pizda, če se le da, ne? Bolj senca pa klubska scena. Tako. Ne, pa mislim, jaz sem fan teh festivalov, sam da si vsaj ob 8, ker ni sonca več, pa da tudi light pač lahko leti ven, da je bolj atmosferično, ne. Ker pač gledati band, ki so vsi vijolični vseh, pa ko švicajo, je meni kot obiskovalcu Metal Death, da bi gledal samega sebi, bi rekel, lega tega modela. Pa samo sonče špegle, ne? Ja. Načeloma nimaš. Ja, pa vmes pa stari, pa tekli iz čela, k slab rinka, res. Dokdaj si bil v Tolminu? Jaz sem šel že v torek, popoldne sem šel že nazaj, ker se mi ne da več. Jaz sem tudi tako, pač v te 5-dnevni obiski na Metal Death, itak sem že obiskoval že od samega začetka in že takrat, ko je bil Metal Death po 7 dni, smo se ga 7 dni tam ubijali na beachu dol in ti moram reči, da mi je the best. Prijem, špilam se ga v 10 in na naslednji dan na easy spijem pilček 2, pogledam še kakšen band in grem domov. To mi je top shit, ne. Čekaj, zdaj so debato v Tolminu, to mi je full fajn. 2022 si špilal na main stageu Metal Days. A ste vi špilali, oziroma a si bil ti že tisti cajt, seveda si bil Noctiferia, a ste bili na prvem metal campu? Smo bili, ja. 2004. 2004 smo igrali zadnji se je bil samo en stage, to je bil kao današnji second stage. In takrat vem, da je scal cele 3 dni, ker takrat je bil Metal Days tudi sam 3 dni. 2. Ali 2, in headlineri so bili Apokaliptika pa Danzig, no, in mi smo igrali o 1:30 zjutraj za Danzig. In jaz s takratno punco pač so šla prvič zadnjič v camp, sva si postavila in šotor in vse in igrala mi je kao na koncert. No in so igrali Hypocrisy in se napolno stali in je pol scal toliko dolg, da pol smo še mi odigrali in pač odigramo na koncert in gremo s punco v šotor in je bilo tako pač 30 centi vode in vse obleke so bile mokre in tako so se spičila. Tako da moje izkušnje iz prvega Metal Death je bilo samo tako prvič in zadnjič v kampu, od zdaj naprej samo apartmaji in me boli kurac, res pač, res. I'm not a happy camper. Jaz pa kem tudi nismo. Pizda, mene pa ne zige to enkrat, en teden, fuck, ta drugi dan sem se zagiftal želodec, pol naslednji dan me je heksen šel zbudno, pizda, veš, vse bilo pizdi. In pol tam vas zjeben ležiš in pol pogledaš na koledarje in to sam še 5 noči bom tukaj.
Sam še 5 Od minut. spizdi avtobus pa domov, ampak sem zmogel, kul je bilo, užival sem. Mislim, koliko sem užival na vseh Metal Camp in Metal Days edicijah. Hudo. Sem, ok, leto si ga pa skrajšal. No, jaz sem pa liho leto, ker si ti šel domov. Sem bil 3 dni dol. Tako da me zanima, da smo se letos v Tolminu kaj videli. Na Punk Rock Holidayu si bil? Ne, še nikoli v live, ne, pa bi ful rad šel, sem vedno je tako, da kaj Punk Rock imam jaz ali ful zadelati, ali imam kakšen špil, ki je, tako da, ali sem bil na morju, ne vem, bla, tako da mi ni bilo usvojeno, ne. Jaz pa edini cajt, ki sem imel letos od dopusta, ki sem si ga lahko vzel od joba, je bil točno Punk Rock Holiday. Edina scena, tiska se. Metal Days 2 dni, evo. 2 dni, ja. Enka sem pa šel popoldne. Ampak v glavnem, evo, da povem, z Džanjem mava ful ene zgodovine, ful enih teh festivalsko-koncertnih neumnosti, prigod, dogodkov. In plešeš, piješ, fukaš. Ja, PPF, to je neki, a veš? Komedija, bla, ja. Veš, da to tu? Veš, da to tu? Vem, ja. PPF, to je to. Škoda me zanima, a se spomniš, kje smo mi dva prvič stopila v nek stik, pa si rekla živo? Jaz mislim, da je bilo z Marušo sem bil jaz, ker je ona hodila še z Maroltom, pevcem od Njeto, ja. In meni se zdi, da smo bili na nekem koncertu, ali je bil tu koncert od Njet, ne vem, bla, in mi dva smo ga hengala tam in ti si vletel pa z Borutom, pa smo se nekaj menili in pa smo si roke dala in živa, mi dva se, itak smo se poznala že na videz, tako na živo, ampak takrat, ko se jaz spomnim, da je takrat bilo official, da smo si dala roke in od takrat da prej itak vsake tok se vidimo na sceni, itak smo tam, ne. Pošlo pa na glavo, ne, vsakeč. Vsakeč, ja. Vsakeč na glavo. To je to. Fuck. Škaj se jaz spomnim, tako gledam malo za nazaj prigode, kaj je bila kakšna taka, da je bila mega smešna, ne. Tega je bilo ful, ne, samo fakt je to, ko se ne spomnim več tako 70% tega. Ampak zakaj se ne spomniš? Ja, ker leta ali konzumacija vsega dreka, ki smo... Po moje kar miks vsega, ne, ker vedno je šlo na glavo in pa so blackouti bili in naslednji dan se ne spomniš, kaj šele po 10 letih. Ampak, the best je, da je tehnologija nam je dala ta dar, da imamo vsi smartfoni in smo se slikali ful in smo se snemali in to imam jaz vse sejvan in najne slike pijane in s frendi najnimi pač skupnimi iz vseh koncertov, iz backstage-ov, iz Everything Goes, ker sem bil že parkrat prva z gost. To imam v bistvu vse zabeleženo, tako da enkrat, ko bom pri 70-ih full star pa dementen, ker sem nam spomnil, kdo je sploh kdo, pa kdo je moja hčera, pa kdo sem jaz, ne, bom pač v tipko noter, pa bom gledal svoje slike in nitak se nam spomnil, kdo je bil kdo, ne, sem bil po serjetnosti fajn gledati to, ker je bilo zabavno. Ja, we had fun. Ne? Ja, a lots of fun. Ena me najbolj smešnih je bila ta, ker se spomnim, da sva, bilo nas je veliko. Bilo nas je veliko, šli smo v Cerkanco. Ja. Na Lordije. Ja, točno. To se je tudi spomnim. A veš, zakaj mi je ta najbolj ostala v spominu? Ha. Zato, ker si ti ta dan povedal, da boš ti vozil in da ti ni dožuranja. Ja, in tebe je varnostnik pojebal, zato, ker si jogurt pil na koncertu. Točno to. Ja, bravo. Evo, če mi ne bi to zdaj povedal, jaz sem pil fucking jogurt in sem hotel z jogurtom iti na koncert. Ajde, se ne rečem, da bi imel svoj pir, ampak tako. Tip je rekel, to moraš spiti ali pa pač vrš stran. Pa sem rekel, stari, to je jogurt. Pa on rekel, ne, z jogurtom ne smeš iti not in pa smo tako vsi umrli od smeha. Še fotko imaš, ko ti teče dol. Ja, tako, fuck. Ok, bom pa vrgel ta jogurt in pač grem noter na fucking pir. Ja, sej. To je to, le. Ne, zgode in nezgode, pizde zakon, res smo dali tega top čez, da to je malo more. To je zdaj debata o 20 letih, ne? Malo manj. Ja. 15 let imamo pa zih čez. 15 ziher, ja. Od Šklap Festa dalje. Jaz vem, da ko sem se iz Celja preselil v Ljubljano, sem bil star po moje 25 let, ja. 25 let sem bil star, se vselim v Ljubljano, ker tam v Celju itak bila tema, nič ni bilo ne joba, ne neke scene, ne vem, bla, in glede na to, da sem imel tle band
in da sem se fural vsak vikend na vaje, pač mi je rekel, band, tebi je bilo bož, da si poiščeš le v Ljubljani nek žab, pa da se useliš sam. No, in jaz se uselim, sem rekel moj mat, Majko, ja idem v Ljubljano, uživati kao. Uživati kao, ja. In pa uletim sem in sem živel pol leta na placu. Pol leta sem živel na placu v bistvu in mi je bilo prav the best. Mislim, tak je bil live tak, da pač imel sem job na Charlie TV. Sej to nas si pol s Hengel skupaj? Kot snemalc, ja, to. Vaše vdaje? To, ki je Maruša delala? Tako. To je mene not potegne, da pojmo ven Hengel. To. No, in pač mi dva smo bila, vsak večer smo bila po eventih, ne, to je bila ta vdaja, pač, ko smo pokrivali Meto in Ortobar do Fun Factoryja, ki je nastal ta Plešeš, piješ, fukaš, ne? Ja, zmagoslavni posnetek Plešeš, piješ, fukaš. In to lahko rečem, da so bili moji tako highlight cajti v live, ker pač jaz sem tle spoznal največ folka, gledam to, da nek pač kmet iz Celja, ki uleti v mesto, sem se fural v slovensko glasbeno sceno in sem spoznal res ful ljudi in lahko rečem, da tako. Nima veze šola pa izobrazba, važno je tale hanganje, networking, pa pač pitje s te pravimi ljudmi ob te pravim cajtu in povedati, kaj znaš in kaj bi rad in mogoče te ufuraj. In tako sem dobil tudi job na Pop TV-ju, ki mi ga je zrihtal pokojni Aleš Češnovar. Pač, jaz se ne spomnim, ker sem bila v Ortobaru ful pijana in jaz sem rekel, da sem zaposlen na Charlieju kot snemalc, ne, in da bi rad uletel na Pop TV in on meni da kontakt in jaz na naslednji dan itak se zbudim mrtvcev in se ne spomnim nič. In bi ga mogel poklicati jaz in ga nisem, ker se nisem spomnil in me je poklical on in mi je rekel, živo tle, Aleš, pa je tako, what the fuck. Kdo? Kdo, ne? Ja, in pa ono, cool, ja, dej, evo ti kontakt za Pop TV, dej, če boš rabo job, in mi je res ti pač dal kontakt in jaz sem lepo poklical, sem poslal svoj CV in čez 2 dni sem imel razgovor in čez 1 teden sem bil zaposlen na Pop TV-ju. In to je to. In moja kariera kot snemalec se je začela v bistvu na podlagi bi se lahko zahvalil in Ojstrčkovi in Alešu Češnovarju. Seveda. Aleš, ta epizoda je posvečena tebi, evo, to je to. Maruša, upam, da poslušaš, lepo, da omenimo ljudi, ki imamo neko zgodovino. Seveda. Pizde hodo, res, te cajti, tako zdaj sem šel tako z glavo nazaj v tiste, ja, veš, na finta, telefon v 5 popoldne v petek, pa pogledam, pa a si bil ti, ali je bila Maruša, ali je bila dej, ulet, danes bomo to pa to delali. Sploh me ni zanimalo, kaj mi bo ponujeno, jaz sem bil fucking takoj za. Vedel sem, da bo glupo, vedel sem, da bo izkušnje, vedel sem, da bo nekaj, ali za obklukati za fucking unuke, štekaš. In pa še danes, če se spomnimo za 15 let nazaj, vseh nevoljnosti, the best. Epic, to mi je top, se nimam kaj spod dodati. Sam moram kaj dodati. Next question. Zdaj povej, kako si prišel noto v Noctiferijo, kaj vem, da je band deloval brez tebe. V Noctiferijo, fora bila tem, da jaz v Celju sem imel v Vojniku že prej en band in v Vojniku smo ratali Unborn, pač death metal band iz Vojnika. In jaz sem imel pač na električni kitari in jaz sem zmeraj sem hotel biti kitarist v bendu. Jaz sem pač pevcem rado čist po nesreč. Pač ni mi bila nikoli želja biti pač pevc, samo zdaj pač tako je. Ne. No, in jaz sem imel svoj band in ena moja kolegica iz Celja si je takrat pisala še pisma, ker ni bilo interneta, z basistom od Noctiferija in je bila kao njegova punca. In pa sem jaz imel rojsten dan in sem v Vojniku naredil en full žur in sem rekel tej punci, da pa repele tega tvojega fanta, ki je z Noctiferija, zato da ga spoznam, ker sem čul Noctiferij ful dobrih informacij, da so full the best band, da ga žurajo, pa da znajo fajn igrati. No in pa se je z njim spoznal, smo ga džemali na mojem rojstnem dnevu. In je pa bilo tako, da smo se zmenili za par koncertov oziroma za 2 koncerta
mi smo njih povabili v Celje v klub, ki je še takrat bil, in smo bili v klubu njihova predskupina, pa so pa oni nas povabili v Channel Zero in smo bili tudi spet mi njihova predskupina, in pa je bilo to od skupnih koncertov, pa je bilo pa tako, mislim, da oni so bili takrat izdali album Raspera, ki je pevc Artur, in pa so se oni neki spičili in je ta basist mi je enkrat javil, da je pač njihov pevc šel ven iz benda in da so razmišljali, kdo bi njihov pevc bil, kao. In on je rekel, da moj vokal bi ful se jedel pač k njihovi muziki, meni je bilo itak to pač v čast, ampak sem rekel, jaz imam tle svoj band iz Celja, pa živim v Celju, pa ne vem, kako je bilo to. In smo se nekako zmenili, da sem pač na poizkušnji, kao en teden, kao, in ko smo imeli te prve vaje, je energija bila top shit in smo igrali in njim je bil cool, pač in moj vokal in kak pač igram na kitaro, ker takrat sem igral kitaro, pa še pel zraven, kao. No in pa je bilo tako, da sem jaz z njimi začel igrati in pa je tudi posledično je moj band I'm Born šel v K, ne, ker pač ni bilo koncertov, ni bilo interesa, ki v Kočevju. Ne v Kočevju, ja, mislim. No, in jaz pač uletim v band in imamo full koncerte in gremo mi na en tur in pa, ker smo ta album Raspera pa sfurali, smo začeli delati na novem albumu, kao. In na novem albumu so bili ful kompleksni pač rifi na kitari. Ja, sem jih znal, samo ko je bilo pa na vajah, je bilo pa tako, pač, ali sem ful dober igral, pa sem ful slabo pel, ali sem se pa skoncentriral na vokali in sem ful šel na kitari. In pa je prišel do tega, da je pač rekel band, da je bilo the best, da neham kitaro igrati. Pa sem pa rekel, ne, jaz bi kitaro igral, pa da poiščemo pač pevca, kao, ne. Pa so oni rekli, ne, ti moraš biti pevc. Pa je rekel, ne, stari, jaz sem kitarist v bendu. Jaz ne bi rad bil pevc. Jaz sem bil pevc zato, ko tam pač v Celju, ker sem imel še en born band, ni bilo noben in sem jaz pač neki pev, kao, ne. No, in pa so oni pač insistirali, da jaz postanem pevc in sem jaz žalostno odložil kitaro in sem rekel, pač fuck it, bom pevc and the rest is history. In tako sem rado to pač frontman benda, ne. Kjerega leta je bilo to? Mislim, da je bilo to leta, ne vem, Ajde od oka, pizda. ne vem, tam med 2004, 5, 6 po mojem. Kaj si na Metal Campu 2004 delal z bandom na stageu? Ko smo veliko umela, da je bil to prvi Metal Camp, ki je držal. Mislim, da sem še kitaro igral tam, ne. Jaz se ne spomnim, to je bil moja edina edicija, ki nisem šel. Meni se zdi, da takrat sem še kitaro igral, pa sem pel, to je pa to. Pa sem, ful ne vem več res. Jebate spomin. Ja, to je to. V glavnem 17 let od oka, 16 na vokalu. To moram povedati, to mi je meni še danes fascinantno. Smo Slovenci, smo zapečkari po poklicu, ne? Živimo v našem mestu in ne vem, fucking 7 milijard nas je na tem svetu in smo toliko naivni, da mislimo, da bomo svojega soulmate v obliki ženske najdel pizda v sosednji vasi ali pa v isti vasi. Ne bomo. In gledamo v live tako, da je fajn kdaj tudi kaj pogledati v tujini, kaj se dogaja, ne? Tako je. In na podlagi vseh koncertov, festivalov, pizde materine, ki sem dal live čez, sem bil na koncertu Noctifere v Španiji. Sem res, ja. Ti si bil v Barsi, ne? Ja, z Dajcem sva bila. Dajc, vem, da poslušaš. Točno. Ta noč je bila tako stupid, stari. Španija je meni top, ne. Mi smo imeli tam parkrat že kao tur, ne, in je bilo vedno the best. Pač to se vidi, da so full temperament folk, da so full die hard fani in se jim full da, kao. Spomnim se, noč sva vletela z Dajcem v klub, to je bilo v Rezmatezu. Bili ste pred skupina Inflamesov. In je full scal. In je full scal. Ja, je full scal, ko imamo še na YouTubeu. Je scal. Ni scal. A veš, kako vem, da ni scal? Razmatazo je scal in je udrl čez fucking roof. Ne, a ti povem, v zmoti si zdaj, a ti povem zakaj? Kaj je bilo? Ker je bilo konc špila, sva jaz pa Dajc
zadovoljna, ker svina, ker so dobila eno gesto, pa smo eno karto kupila, pač veze in poznanstva, ne, ni to tako kot v Ljubljani, ki žica te, pizda za vse. Žica mo. Lik Džani me za žico za jutro, znaš kao. Z everything goes there. V glavne, žicalice so v Sloveniji, v klubski in koncertni sceni nekaj navadnega. Tam tega ni. Tam ali je support, ali pa nisi v zuni, ne? In vem, ko je bilo konč pila, so bila zdajco mega vesela, da so videla ne samo In Flamese, ampak da so videla slovenski band v Španiji, imela debato Slovenci v slovenski komunikaciji in ko je bilo konc, sva se šla od veselja fukant v morje, ki je bilo hladno, kot svinja. In Paki nam je na plaži zdilo six-packa, ki bo not let. In sva šla do naslednjega njegovega Pakijevega kolega in sva povedala, da hočeva druge pive. V glavnem, kaj je bila pa poanta, kako bo šla? Jaz bi tu še se ga zelo iskati. V glavnem, kaj je bila poanta v tem, da bo šla v vodo? Ja, noben je upal v vodo. Hladno. Ja, se, ja. Ja, veš, kako smo naredili. To ni za vaše všesa. V glavnem, en se je pač, en od najho dveh in to ni bodajc, se je pač nasilil vse v gate. Da je že bilo toplo. Da je vedel, da je mogel v vodo. Dobro, res. To je uro storyteller. Ja, a štekaš, in nam je bilo the best, ne vem, nekdo je naslednji dan malo spolu. Topla voda. Se pač gate si pol fuk na morje, si pač... Ja, so pa sam 2 ure peš do doma, ampak tako, po bližnci. Zgodbe in pol, to je to. No in to je ta finta, veš, imamo muziko in kaj bomo vse naredili za to, da bo nam pizda cool in da bomo podprli fucking band, a štekaš. Če se jaz to spomnim, da sem gledal slovenski band v Španiji, to mi več pomeni kot to, da sem DJ v Španiji. Ja. Veš, mi je uspela enka DJ. Ja, vem. Tako je bilo tudi, ne vem. We had fun, stari. Je bil jebatron. Jebatron. Orgazmatron. Motorhead, ja. V glavnem, čakaj, kaj se ti hotel še povedati? Pirček. Ja. Zdaj tako, ne. Prvič v lifeu, sred podcasta uletavam v hladilnik iskat po novo dozo hmelja. In to bom naredil še enkrat, ker imam eno roko lufta. Hvaljen Jezus. Ja, Bog daj. Bog ne neš dal. Bog samo zame. Točno to. On jemlje sam cash in ne dolžne žrtve. Kdaj si bil na zadnji v cerkvi? Pri 14, ker sem se ustal tam, ko se vsi pač jemljajo, až da se pač uno... Ne, jebi se res. Ja. Pazi to bom povedal javno. Ko smo bili 15-letni mulci, pač jaz sem iz Vojnika, to je tam pač ful debilni kraj v okolici Celja, ki je obdan s 5 cerkvami. In ena cerkev, ki je največja, je bila skozi odprta. In mi je bil en let ful vroč avgust in mi ga skozi ga pohamo tam po šumah in ga pijamo. In pa da pač ideja, ne, pač, da gremo v cerkev, ki je ful hladno. In mi gremo not, pač itak je bilo odprto vse in gremo not in se usedemo in se zvijamo jointe in pijemo pir. In pol pa smo se vstali v to, kaže... Ne vem, ko se ta šite minuje. Ja, jaz tudi ne vem, kako se reče, pač ko letiš v cerkev, ja, Amerike sveje ta voda in se pač, no in se mi tam ščemo in pa zvijemo joint in gremo v spovednico in si podajamo šote čez spovednico. Ne, me je. Tako, ja. Mislim, vse tole je tako fulni za javnost, sam je v bistvu maksimalno vse. Evo, lej, to je epizoda 26 in pač, do zdaj sem jih delal več ali manj vse v... We were the bad boys in pa je bilo to tako, da so kapsi uleteli, ker smo mi vse oskrunili tam in je bilo v cajtnikih, v vojniških novicah, da v Vojniku obstajajo črne ovce in tako smo mi imeli ta nickname črne ovce, the black sheep. Hudo. No, to. Živeli, zato imam tatu črne ovce. Kaj sem hotel povedati in staviti nazaj? Ja, to je 26. epizoda, ki jo snemam in končno je taka po mojem okusu. Veš, kaj mislim? Taka, ki go with the flow, pa se je one take. Volite, ja, štekaš. Sej smo videli tudi, ko sem snimal takrat za, da veš to še nazaj, Show Vizija. Za Show Vizijo, ja. Jaz sem ono svojo oddajo, ko sem pozabil ime. Provokacije. Provokacije? Ja. Pa vem, da ti si mi povedal, da se bojiš pajkov. Ja. In jaz sem pa neko posodo, pa kao pajka. Spiders, heights and depths. Pizda, jaz pa žab.
A res, kako? Heavy. Žabe. Heavy. Vem, kaj dobi za rojstne. Ne, puši kurac, ti bom pol povedal, če žabico. Ne. To mi je zdaj beta, sem povedal, ampak če imamo odkrito, ajde, a si kdaj fukal v cerkvi? Ja, itak da. Je! Točno v tej cerkvi na fucking oltarju. In ja, pač ja, jaz sem bogoskrun, ampak tako, I'm proud of it, fuck it, like. Ej, a imaš še kaj place na telesu za besedo bogoskrun, za te to verati? Ful ga imam. Tega tam Bogoskrun. A imaš 3-6, ti to verati nekje? Ne, nimam. Kje vas ti pička ste? Nimam, ne. Ajoj. Ne, mislim, to mi je tako, pač. Pute mi že imajo sip, pa se nekaj, pač, mislim, sem hotel imeti, pa bil brn križ, pa to pa se nekaj de. Zakaj pa ne bi do 999? Ne, pa moj bi dal 1, 2, 3, 4, 5. Pa to je pin vsake stare mame. Ali bi dal pa 1, 2, 3, 4, 5. 3-6, kako je mi že Saša, ne? 3, 2, 6, 5, 8, 2, še vedno so prijatelji. Ja, fuck. V glavnem, to so te debate v podcastu, nič ne pisan, spontano, na mizi so pive, na mizi je whisky, na mizi je zeliščni liker in na mizi je tudi Jameson, ki podpira tale podcast. Upam, da ne boste ful jezni, kaj slišite, ampak to je glasbeno, skatersko alternativna scena, ki ima rdečo ni točno to, da če smo bili nekoč pod narekovaj fuck upi in smo živeli cestni life, kot je Žani povedal, da je živel v placu od benda. Jaz kot skater sem živel na posod tem, ker sem lahko spal v avtomobilih, na avtobusni postaji, na klopci, pod klopco, pod klopcami. Smo pa danes pizda neki uspešni ljudje in imamo fucking familije, imamo otroke, imamo službe. Ja. To je ta finta za to, a veš, kaj je bila poanta mojega podcasta. Jaz imam feeling, da so naše nove generacije tako zblojene, tako, ne bom rekel glupe, ampak totalno nimajo nobene vizije, kaj v lifeu delati. In te zgodbe so zgodbe navdiha, ki pač povemo, včasih smo pil, mislim, minuta, sekunda nazaj, pač delamo pizda to, kar nas veseli in živimo ta life, ne? Tako je. Ko ljudi, da poslušate tole, samo nekaj bomo že kaj cajta, kdo ki je rekel, da je kaj guzno, model imaš. Cajta še ful. Ja, kaj si rekel, ko je 45 minut? Na 28 minuti smo že time goes fast. Ja. Ej, v glavnem, zdaj ti dam roko, čestitke za 25 let delovanja Noctiferija, videl sem to. Hvala. Jankovič vam je dal. Ja, to je bilo res en izmed najbolj bizarnih momentov v mojem lifeu, pa tudi lahko govorim v imenu benda, pač, ko smo prišli na grad gor, ne, in pa tako pač uletimo gor in tako vsi te, ko smo pač na granici bili, pa smo najprej bili v sobi, kjer je uletel Jankovič z vso svojo delegacijo in imel govor tam in pa v enem momentu, what the fuck am I doing here, kao stari. Dobro, da je se pač cool je bilo in pa je bil še ta njihov šov, kao podelitev na grad, ki je trajal 2 uri. Pa smo šli pa jesti pa piti. To je bil najboljši del. Ja, to je vedno najboljši del, da za jaz da počlej, mislim, gleda to, da smo to dobili, je meni čist the best in pač je nek respekt in tudi zasluženo gleda to, da pač obstajamo že 25 let, da band obstaja že 25 let. Jaz sem v bandu, mislim, da okoli 20 let, meni se zdi, to je pa to, no. Tako. It's nice, it is nice, yeah, I like. Ampak ne, mislim, je cool, da je nekdo, a veš, pizda, moramo gledati, da band Noctiferija, to ni neka pizda, ne vem, neka ta, ne bom zdaj šel not, nobenega popluvati, ni to Jan Plestenjak. Ja, to je fucking alternativno, jebena scena, od death metala, pizda, ste šli čez izobrazbo, preizobrazbo, šli ste not, pizda, v industrial vode, kombinacija in sodelovanje Laibach, Morbid Angel, pizda, z Davidom Vincentom ste delali. Tako. A veš, te scene, da dobiš nagrado, pizda, iz strani župana Ljubljane, ki ga pozna načeloma cela Evropa, ne? Je to, mislim, mega dosežek. Ker sem to videl, sem bil tudi jaz na balansu. A bi se zdaj smejal? Ali bi se bilo kar ono, what the fuck. Ali bi vstal pa dal kapo dol. In dejansko sem dal kapo dol. Pač mene je to spoštljiva zadeva, ker vem, pizle, kako to se dogaja. In dej povej, kako ste uleteli na sodelovanje z Morbid Angel. Evo, jaz sem fan Davida Vincenta, Treja Ezektota in Pita Sandovala, vedno bil. To. Jaz vem, je to naš basist in mi tudi kot band pa smo fani in ko smo se odločili, da bomo ta album zrealizirali, je on kontaktiral
pač Vincenta, zaradi tega, ker je vedel, da je pač full fan od Laibach, ne, kao, in mu je rekel, hello, we are band from Slovenija, pač, ko bi zdaj posnel nov album, in če bi bil un gost, kao, in on je rekel, valda, ja. Takoj, ne? Ja, on je rekel, ja. Ker je fan Laibachu. Kao, count me in to, in je lepo posnel v Ameriki, v studiu, mi smo to lepo naredili neki mix in to je to, in that's it. A si fan Morbid Angelov? Full stari. Že leta? Ja, že od najstniških let. A si opazil pri njih kaj posebenega? Posebnega tako, da je pevec full fan hardcore tehna, pa bondage pa to, kar sem jaz tudi fan hardcore tehna. In to mi je recimo full weird, sam je pa full the best tudi. Ok, bova šla nazaj s tvojim projektom. Okay. Morbid Angels, kaj sem brez ugotovil? Da vsaka naslednja plata, ki ima ime, ima naslednjo zaporedno črko po abecedi. Začeli so z A, Altars of Madness, pol je bil B, Blaster of the Sick, C, Covenant, D, pizda, pozabil sem kaj je. Good notice. Pa ne vem, pač to sem jaz ugotovil, vse mogoče se sploh ni, ampak nekje mogli biti. Ne, sem je, ja. To ABC mi je bilo jasno, ki so to pač 89, 90, 91. Kaj ti je najboljša plata od Morbid Angel? Domination. No, D je bil Domination četrti, ne veš, ABCD. No, to mi je tako Jaz sem šel eno leto prej, meni je bil Covenant. No, tudi to, sam Domination je res tako number one. Ljudje poslušajte Morbid Angel. Ja, Domination. Kako ste pa z Laibachi uleteli, kako je letel ta samo ideja? To je bilo že full let nazaj, jaz tudi, ko sem hodil, mislim, tako smo pač vsi v bandu, smo fani od Laibach in vsakeč, ko smo bili na koncertu, je bilo tako, full je bilo heavy, ne, sam pač vsak kitarist, ki je bil v bandu, je bilo tako stari, da ga zažagi, da spusti, ne vem, za en ton. In me se zdi, pač tako, da vsem nam je bilo tako, pa smo vedeli, da bi Laibach bili lahko bolj heavy, ampak vem, da niso ni furajo pač svojo to avantgardno špuro, kar je the best, in pa smo se zmenili tudi z Laibachi, če lahko, če igramo njihove songe, kao, in oni so rekli, ja, the best, to bi nam bilo včasne, in smo pa zapakirali 7 najboljših songov, pač od vseh nas, pač smo dal na en list in vsak od nas je napisal 5 najboljših songov od Laibach in pa smo izbrali pač kjer od nas je napisal pač isti song in to je to. Pa smo lepo posneli to in pa smo v sodelovanju smo dali tudi mehen pevc, ta tela, ki je tudi fan od Laibach, pa tudi tala je Jorgen Munk, ki je bil Shining, ne, je tudi fan in to je to stari in smo pač naredili nek package, that's it, ne. Pizda sik. Ajde, najboljša plata od Noctiferije? Man, Dead Culture Pax. Pizda, meni tudi. Zato, ker mi je lih tista tam je vse. Prava doza mešance death metala pa industrijala. Ja. A si ti glavni krivc, da je Noctiferija zašaltala iz death metal benda v industrial death? Mislim, to je folk na forum, jih je napisal, odkar sem jaz uletel v band, sem jaz kriv za to elektroniko. Sem jaz ti lahko iz te prve roke rečem, da smo jaz pa kitarist, smo bila full fana od Rob Zombie, pa od Damo na Tobi, na Dead Can Dance in mi dva smo rekla, lej, nov album bo full ambientalen, pa full synthov, pa full bo vse tako, pač floaty in pač in za to. Zakaj si v besedi, da sta vidva krivco naredil tako kislo faco, češ da je bilo to slabo? Ne, pa sploh ni bilo bad, ne, sem pač full rabate, da iz albuma Peraspera do Morbide je bil tako, pač full velik preskok, kao. Najbolj bi bilo tako, da bi bil še en album vmes, ki bi nakazoval nekaj, kar je iz Peraspere v Morbido, kao. Štekam, ja. Sej mi imamo podobno na Everything Goes. Povem, ne mi skakati. She's Black, iz tehničnega dead black metala smo šli v pač industrialo, elektronika, sampli, ne vem, bla, bla, bla. In
pa vem, da smo izgubili. Full fanov, pa full novi ste dubl. Točno to. Se pa po tvojem oceni bi se mogli to dogajati postopoma. Tako. To so naredili AFI isto. Leta 2000, Art of Drowning, punk rock, tak je bil, naslednja plata, Sing the Sorrow, 2003, kaj je, znaš če bolj jedel. Rigno sem. Pa vege, boli mi kurec, lega. Ja, ne, sem ne bom tle v majku. Ja, who gives a fuck. Tako. Od plate, od AFI, od 2000 do 2003, vizualni imidž preskok iz tega, ki si že videl, da bo neka gotičarska scena nastala, je nastal emo punk rock, veš, in so mega fanov zgubili, ampak mega mladi fanov so dubili. Točno to. No, ampak gledam, ne gledati na to kot krivce. Imaš pa, evo to, pa da nam malo cajta zmanjka, se lahko podašal, ni panike, imaš. Ne bova šla v to, da so oba fotra, da ima oba otroka, da ima oba čerke, lepo je, ampak zdaj smo tukaj zaradi muzike, pa oba živijo v Šiški. Ne, vprašanje, ful mi je bilo top, ker si mi omenil, da boš delal nek svoj projekt muzički in točno sem vedel, glede na to, da si, še enkrat hvala, da si prišel DJ-at na 10. obletnico kolektiva Everything Goes. Ja, to bo the best. Vsi DJ-ji, ki ste bili povabljeni, sva Sanjom na Štenga sedela, na listek pisala ob 4 zjutraj, kdo, kdaj, kako. In Sanji reče, Fogi, kaj če pa ne bojo vsi za? In ga pogleda z njimi steklenimi očmi, se rekel, Sanji, vsi bojo za. Vsi bojo za. In jaz bom poskrbel, da bojo vsi za. In tudi en ni klecnil in tudi en ga ni zanimal cash, vsi so bili za. Hvala, ker sem jo poklical, čast mi je, da lahko letim DJ-at na kolektiv, pizda, ki DJ-at doseže. The best, ki je tako the best vibe, pač ne Everything Goes, sem se imel zmeri vedno top dobro. shit. Ja. Vedno. To je, jaz sem ga za naš imenoval The Best Party in tam. Ja. V glavnem, Everything blows. Everything grows. En dan bomo ganđo posedili tja noter, pa stari uletel bo biril od Cypress Hillo in bo pohul stari une verhe med folk in bomo imeli vsaj zelene luči in pač ne bojo vsi zadeti. Tako da vsi vabljeni. Hotel sem omeniti to, da ja, videl sem tam, ker se fotke so bolane, se jih spomniš. Ja, itak, ja. Te fotke iz tega dela, jaz sem takrat rekel, jaz hočem, da Gianni vrti prime time. Ja. Ne bo to bolano, ker bo industrijala, ki bo zbijal, bo na vse možne načine. Ja, metal, vse je. Pač je elektro. Fan tega. Ja, pač vse mi je cool, mislim, tako, metal in full elektronike, tako, najboljš mi je to, that one mix. In dust. Fear Factory. Tudi, ja. Demanufacture, najjači album. Najjači album in dust, je to tudi meni. V glavnem, kaj sem hotel omeniti, to, kar si mi takrat, ko sem videl, sej tudi od mene ne veš, kot DJ, kaj bo mi kliknil v glavi tisti sajt. In tudi pri tebi nisem vedel, mogoče sem pa mal vedel, kam in vem, da si mi omenil ti že tisti sajt, da boš nekoč delal nekaj svojega. Ja. To je zdaj debata o 4 letih nazaj, ampak ti delaš zdaj nekaj svojega in prvi videospot, ki si ga naredil, bolano. Zdaj mi pa povej, kako se izgovori ta tvoj projekt, da ne bom zafukal. Futuroid je to. Futuroid. Pizda, jaz sem bil pa zdi, da je Futuroid. Mislim, lahko je tudi, mislim, pač folk iz Amerike bi rekel, yeah, it's fucking Futuroid. Sam mi tle iz Balkana je, it's Futuroid, you know. Yeah. Ideja, kaj pomeni to? Ali si šel v digitalizacijo prihodnosti? Ja, mislim, ja, tako, sam pač jaz sem imel željo to že 10 let nazaj, tako, pač gleda to, da nisem hodil to biti v bendu pevc, ampak pač kitaristi in gleda to, da znam igrati in bobrni in električno kitaro in posledično tudi malo basa in tudi če aranžmaji so mi the best, pa to sem pač sem si rekel, stari, dej nareči svojega, ker imaš itak ful idej, jaz ful igram in se pač snemam na phone, imam tako, ne vem, 500 pesmi, nekih idej, ki bi jih dal na albumi in od tega sem bil dal tako 1% sam, zaenkrat. Snemaš se na phone? Ja. Tako, kot delava zdaj midva? Tako gotovo, jaz dam električno kitaro lepo v ferš, dam fon zdraven in jih igram pač full idej in to in si jih zapišem in pol čez par mesecev jih dam še enkrat skozi, da vidim, ali je meni to in pol vzamem najboljše dele, ko so mi in jih pač lepo kombajnam skupaj in da je pač hud aranžmaj in žanrsko, da gre neko skupaj in to je to.
and then I do the lyrics with the lots of alcohol and drugs. A še vedno konzumiraš mamile? Tudi, ja. Mislim, Kdaj? ne več, da je tok, ne, sem pač, ja, sem jih, ne. A ti pripomorejo k temu, da si kreativen? V bistvu, ja, žal, ja. No, pač, a veš, to ni zdaj zakrivanje oči, pizda, se zdaj, medtem ko snemava tole, gledava fucking televizijo Wild Boys of the 80s, zdaj so fucking Van Halen. Kam misliš, da je Eddie Klej? A misliš, da je bil trezen? Ja. Dejno, lega no. Jaz sem tako, vsi te bendi iz 80-ih, ki so napisali hite, ki so že danes pač top shit hits, vse je bilo tako, pač ali si imel Suffer v live in si bil on dope, ali coke, ali ganja, ali ne vem kaj. In jaz mislim, da tako, če si happy person, ne moš napisati fucking Ni česar. točno to. Lahko pa pišeš tako, ne vem, kva, svet je lep. A veš, to pa to stari. Ja, Pač, Zlatko. ja. A misliš, da ne more res svet tok lep? Ne, jaz vem, da on pač jaz sem sam to rekel, pač v metal sceni in v hard rock sceni je tako, da pač bolj, ko si tako in suffer, boljš napišeš song. Ne. Pač tako je. A veš, kaj pa meni je ful pomembno? To, vedno, pizda, tudi jaz sem bil deležen tega vizualnega, kao, ne? Ja. Lej, kašni ste, počečkani, ne vem, metalci ste, pijete, jeste droge, ne vem, whatever. Pa poglej one good guys of the music. Pa zdaj pomislim samo za nazaj, koliko enih glasbenikov so pokopali pizda težave, droge, alkohol in to. To je res, ja. Pejmo nazaj, pejmo sem pogledal v zgodovino. Zdaj, ta moment se spomnim Toma Pettija, ki je bil najbolj tak nedolžen gospod, pa vemo, da ga je pokopal fentanil, zaradi poškodbe, whatever, Prince, Michael Jackson. Ja, A veš ti? to je vse cool, jaz sem Cranberries. pač je v tem, da pač te hot shot bendi, ki mi je uspel, ne. Ja. Pač to je folk, ki je konzumiral tako 24/7, tako 10 grams of cocaine in ne vem, whisky, ne vem, bla, bla. Mi pa šle, ki se ga ubijamo, ne vem, ob sobotah. Pokažemo to. Ali še v sobotah, pa v petkih, to je tako res nič od naš. Sezonsko, ja. Ja, ali veš, to je res tako na easy. Sam zakaj danes pijeva, glede na to, da kaj danes je na četrtek? Je pač, ker smo tle, ker nama scene. Gledati Stevena Tyra, kako v pajkicah uplesava. Aerosmith pa to. Ja, ker nama sede, ne. Ne, finta v tem, da, evo, zdaj se hotel povedati, ponovadi podcaste vedno snemam, tako teden, 2 in mesec, pa je tole pa edina zadeva, ki je snemana samo ene par dni, predem bo šla online. Par dni pred. V ponedeljek je šla online, petek, bože, dela ponedeljek, 4 dni. Jebi ga človek, reden job, nimam cajta, pizda, da veš snemati 2 meseca naprej. Sem pa zmenen s full ljudmi, da bomo snemali. Vse the best. Ne, kul. I like it. A ti kul, ki je sproščena debata, ki je Ja, glupa the in best, to, the best, tako the četrta, casual, To, televizija, dnevna soba, miza je polna, Casual alkohola. first day. Ja, kaj še jutra, kaj delo? Delo. Kdaj boš budilko? Ob 9, Jebate, jaz bom tako že eno uro bol. ker delam popoldne. Čakaj, če... Ja, od 2 do 10. Zakaj postaneš ob 9? Ja, ko bi rad šel še laufat. Smo tudi športniki. You have to keep it in balance. Pač lahko ga piješ, imaš ta širok star life, ne? Sam jaz tudi ful rad laufam in grem v fitness in to, a veš, ker to je tako, pač you have to keep it in balance. Everything in life, you have to keep it in balance. Tako imam jaz isto finto. Ko imam v glavi, da mi je zagustil, zato ker smo ga za vikend srali, ne vem, četrtek, petek, sobota, pa doma sem v nedeljo malčkasto bil kavu, v nedeljo sem tudi mogel neko neumnost izvedeti. Kakšno, ne bom povedal, s kom, ne bom povedal, s čim. No, to je to, ja. Tudi ne, ampak v ponedeljek, ko mi pa glava odtava, je pa vedno cilj, da izšvicam to nekako ven. Ja. Za zadnje cajte imam take vikende, da mi je vedno žal. Za vsako zadevo. Tudi jaz, pa ko se ga ful ubijam in tako next day mi je tako, zakaj si to naredil, zakaj je bilo te, zakaj, si že špolo podhunil, pa te, pa vse cool, stari, pa vse pač
en dan imaš malo na off in boš pa šel k sebi in to je to. In pa greš lepo na job in pol everything back. Ampak job ne trpi, ne? Delaš job, a ti kdo teži na jobu, da nisi opravil svojega dela, tako kot bi mogel? Ne. No, isto finta imam jaz, ljudje točno vejo, ko delam. Ja. Perfekt. Ja. Tudi, ko sem ne vem kaj, zjeban, suka, ne vem karkoli. S čim se staviš po slabem spanju? Jaz ful slabo spim, meni to ni sploh bed povedati, jaz imam insomnijo težko že zadnjih 20 let. Skadiš joint in si boljši? Smola je najboljša. Pizda se pa ne upam ničesar stari. To mene da lepo spati in vem, da je full the best in me full lepo umiri in spim stari ko dojenček res. Sam moram spati pa 8 ur, ne. Ker če spiš 5 ur si nablojen kot kurac. Zdaj sem zadnje spal 8 ur kosov stari, leta 2006. Ne zajebavam se stari. Sorry for you. Ja, res je bad. Ja, to kar bad. Ja. To 8-urni spanc pomeni pri meni 2krat v mesec buditi, misliti na neumnosti, misliti, ne vem, kako bom tam potegnil backside, tailslide, pomislil bom na neko pičko izpred 20 let, pomislil bom, kako v zunji dežuje, pa pizda, misliš, da so cujne mokre na balkonu. Neumnosti, težke neumnosti, ja, res neumnosti. Ali pa nič. Ali pa samo pogledam, če tam malo zaradi mene spi. Tako. Glupade, težke in res, s spancem imam ful težave, ampak se pa ne zbudim zjeban. Me pa zbudi muzika, neki vode za popiti in na jobu, ko sem voda. Res, samo voda. Folk pite vodo, ne. Mi dva pijeva danes že vse. Kako pizne? Live right on time. To je to konc zdaj. A imaš še kaj za povedati? Kaj pa vem. Saj si povedal, da si... Mam ful, ne, ne bom se vsega, ker pa bo trajati tako 2 uri pa pol, ali pa mogoče 6. A pred začetkom si rekel, ko bomo delali 45 minut. To bilo pa meni tako, no fucking stari, je to 45 minut je šlo tako res, ker je bilo 15. Vse pa zdaj še kakšnega Jamesona odklenila, tako da ni panik. Johnny, hvala ti, da si se oglasil v moj... Da še enkrat, da se sliši, da poči. Bum! V glavu ljudi, to je bila prva epizoda, da je bila popolnoma sproščena, šele druga, ki jo snemam v popolnoma svoji režiji. Zadnje, ki sem snemal, je bil Jazbinšek, sva snemala v Zuni, testiram še vedno malo zvoke, ful sem hotel to vzeti čist zase, ki je bila moja ideja v imenu podcasta Ti posluš. Hočem, da so gosti moji frendi, hočem, da povezujemo glasbo, da povezujemo skejtanje, da povezujemo aktualno in aktivno sceno, da se zajebavamo in da vam dajemo navdih za življenje in za zgodbe in da vi poslušate. Tako da to je bilo to za epizodo 26. 26 epizoda, to je sezona 3 epizoda 2. Fak, številke stari. V glavnem, če boš Džani, če imaš še kaj zapovedati, koga pozdraviti, komu kaj povedati. Mejte se radi, folk. Samo to je še. To je to. Love. Make love. Not war. Not virus. Make love. To je to. To so te pizde, se hotel isto reči. Tako da bom povedal, poslušajte mamo, pa punk, pa podcasti. Epizoda 27 ljudi, kdo bo gost? Ne vem, delamo spontano. Hvala, da ste poslušali in čujemo se. Peace out! Čau. Fuck this show.